Za našo popolno srečo so resnično potrebne najprej naše osebne odločitve, ki so v skladu z naravnimi zakoni in z matematično logiko. Vendar, če je okoli nas preveč ljudi, ki kršijo naravne zakone, je naša sreča ranjena in trpimo. Jaz osebno poznam veliko ljudi, ki trpijo po krivici, ker so jim kršene človeške pravice, ker so jim kršene moralne pravice, zakonske pravice in ne nazadnje tudi božje pravice v smislu naravnih zakonov. Sočutje imam do vseh ljudi, ki trpijo. Tudi moj mož in tudi vi vsi člani Društva za srečno življenje Belis imate sočutje, ker smo skupaj. In danes smo se odločili za velik korak, ki bo naredil tudi velik premik v smislu naše sreče, ker naša sreča je odvisna tudi od sreče bližnjih. In karkoli naredimo za srečo bližnjega človeka, naredimo tudi za svojo lastno srečo. Leta 1995 sem se zbudila kot novo jutro zelo srečna. Vendar takrat sem bila samo jaz srečna. Nisem imela te zavesti, ki jo imam danes, da če je v moji bližini nekdo, ki je nesrečen zaradi kakršnihkoli razlogov, tudi moja sreča ne more dolgo trajati. In moja sreča ni dolgo trajala. Ko sem jo izgubila, sem se spraševala, kaj vse bi morala narediti, da ne bi izgubila svoje notranje sreče in svojega miru. In dobivala sem odgovore. In še jih dobivam. Zato je moje 35-letno delo v bistvu še nedokončano delo. Ker dokler ne bo vsak človek na tem svetu sprejel to resnico, odločitev, da je samo spoštovanje naravnih zakonov, ljubezen do življenja, ljubezen do bližnjega, edina pot do prave sreče, skupne sreče vseh nas, ki smo na tej zemlji, kot otroci življenja, kot otroci, kot dar drug drugemu. In zato sem danes ganjena do solz, ker smo naredili velik korak, da se bo ta sreča pomnožila za čim več ljudi. Da bodo ljudje spoznali, da morajo suverenost zaživeti najprej osebno. Se osebno povezati z izvorom življenja. Se osebno odločiti, da bodo dali naravne zakoni na prvo mesto. To brezpogojno ljubezen, ki je prva alineja našega 9. člena statuta. In če bomo to množično naredili, potem se bo ta naša sreča širila kot svetloba, ko prižgemo luč. Kot sonce, ki zasije v temačno jutro in ga razsvetli. In več kot nas bo posameznikov, ki se bomo odločili za naravne zakone, za življenje v imenu in za življenje. In bomo to živeli, ne samo govorili in delali drugače, ampak živeli vsak trenutek svojega življenja. Bomo razsvetljevali tudi tiste, ki v tem trenutku mislijo, da jim mora vladati vlada, da jim mora vladati zakon, da jim mora vladati nekdo od zunaj in da je njihova sreča odvisna od zunanjih okoliščin. Ko bomo vsi spoznali, da je naša sreča, naša odločitev,
Da moramo najprej mi osebno zaživeti to notranjo srečo. Da moramo odpraviti vse razloge, zaradi katerih je bila naša sreča ranjena. Ker pomeni, da moramo odpuščati tistim, ki ne vedo, kaj delajo, ki še ne živijo po naravnih zakonih. In ko to naredimo, v bistvu sebe rešimo in lahko pomagamo vsem okrog nas, ki še niso srečni, ki so žalostni zaradi različnih razlogov, zaradi različnih zakonov, ki kršijo naravne zakone. In tukaj je ključ za vse nas. Širimo to resnico, živimo to resnico. In zmaga je naša. Ko se bo ljudstvo odločilo za srečo in za življenje z naravnimi zakoni, za brezpogojno ljubezen do sebe in do bližnjih, je naša zmaga 100%, ne samo za nas, ampak za vse ljudi okrog nas. In srčno hvala za ta današnji dan, da smo naredili velik korak, da se bo sreča dotaknila številnih ljudi po Sloveniji, ker naša pravica in dolžnost je biti srečen in širiti srečo. To, kar dela Društvo za srečno življenje, Belis, z ljubeznijo za nas in za vas. In hvala lepa za vašo pozornost in praznujmo današnji dan kot velik korak za našo osebno suverenost, osebno svobodo, za osebno srečo, ki se bo širila okrog nas in naj se širi in veselimo se. Hvala lepa.